Glej, jaz sem se z ionizatorji vode srečeval že tam v začetku 90-ih let, konec 80-ih, tako da sem imel to čas, da sem preko enega prijatelja, ki je slovenskega rodu, Jožeta, prišel do inštituta v Koreji. Inštitut v Koreji je bil vodilen glede raziskav na teh področjih, tako da so potem Japonci in Rusi na osnovi raziskanega začeli delati ionizatorje. Rusi sami so naredili ionizatorje, ki so vsebovali tudi filtre iz kristala šungita in s tem zdravili ljudi uradno v ruskih klinikah. Uspešno. Razvoj je šel tako daleč, da danes dobite te ionizatorje že za kar relativno malo denarja. Takrat je to stalo kot en avto. Zdaj so tam recimo kvalitetni, res dobri ionizatorji po recimo 2 jurja 300 in tako, ne. Ker je že Tiva prej govorila o alkalizaciji telesa. To je idealna stvar. Glejte, zakaj je to pomembno vprašanje, hvala, ne? Katero pa ni pomembno, ki si mi ga zastavila, res hvala. To, kar mi pijemo iz pipe, sploh ni pitna voda. Čakaj, pridemo tudi do tja. Se pravi, to, kar mi pijemo, je tehnična voda. To lahko vsak od nas preizkusi sam. Naredi elektrolizo vode iz pipe. In ne čudi se, kaj boš dobil. To sploh ni za pit. Skrivajo pred vami, kaj vse počnejo v teh razdelilnih, tako imenovanih postajah za pitno vodo, kaj vse dodajajo, od aluminijevega hidroksida, do ne vem kaj še vse. Točno razmerje flora, klora. Samo zato, da ste vi zakisani, zastrupljeni in da farmakomafija dela biznis. Ja, seveda, prihaja pa do kalcinacije pinealne žleze. Pinealna žleza je pa kolerat za pravilno delovanje vseh ostalih žlez z notranjim izločanjem. Pa glavni kristal v telesu. Kak kristal? Ja, kristalno strukturo ima. Kje so bo ti to prebrali? Ja, in pol padeš v začaran krog in ni rešitve. Tako da, naprimer, tisti, ki imate priložnost, ne, poskrbite za alkalizacijo telesa in da pijete vodo. Ne misli, da je flaširana voda dobra. Pa ima estrogene od plastike. Ja, kaj pa mi, ko imamo, mi rečemo reštirno, ne, deživnico? Glej, obvezno je potrebno poklicati nekoga, ki je usposobljen, ne iti na, razen če poznaš koga v laboratoriju, ti bo naredil pravo analizo, ki ni uradna. Pa mu pošteno plačaš. Kaj ti vse, kar je uradno, so parametri določeni sistemsko in oni ne smejo sploh gledati v laboratoriju teh stvari. Zaposleni v laboratoriju dobro vejo, zakaj se gre. Tako da dajte pregledati svojo vodo, naprimer, ne? Dajte pregledati svojo vodo, naprimer, tisti, ki ste na neki ravnini, naprimer v Prekmurju, ne? Zavedajte se, da je tam tisoče ton raznoraznih kemikalij, ker to je žitarica Slovenije, bilo tam plasirano in je sedaj že prišlo do podtalnice. A vsi študenti tam so na podtalnici. Kaj pa gozdni izviri naravni, višinski, ki so direktno? Ja, glej, zdaj pa tam odvisno, kvaliteta vode v takih izvirih je pa odvisna od mineralov, skozi katere je voda tekla in se informirala z njimi. Ja, in topljivi minerali so tudi v vodi kot osnova, da se molekule vode ni H2, ampak je H4O2. Živa voda ima pa, to si napište, kemično sestavo H6O3.
Se pravi, take stvari kot ima. Ona, veliko je teh zadev, raznih. Ionizator je rešitev. Če pa uporabljaš, naprimer, da imaš hišo, nek vodni filter boš pa s cavnico na koncu dobo, pa še obarvana bo rumeno kot pivo, ne, ker so filtri not na bazi smole. In tudi jih je potrebno vsake toliko cajta menjavati. Ne. Zdaj si omenil Prekmurje, sicer je tole malo reklame, za tega verjetno poznate vsi Tomasa Čuka. Saj tisti, ki smo šli delati varovalni sporazum, tudi prek. No, on recimo, veš, prek so govorili o spominu vode po informaciji vode. Ne. Ja. On je glih od svojega guruja dobil v eni pred leti, ko je bil dol tam, ne, je dobil to iniciacijo, da lahko informira vodo in dejansko v praksi dokazal glih v Prekmurju, da na vides, okus in v strukturi povsem spremeni vodo, brez da bi kakšne. Ni se ti treba pisati tako ali drugače, narediš čisto enostavno. Naprimer, kaj se je naredilo, ko sem jaz bil še otrok, pa nihče se ni zastrupal, pa nikogar ni trebuh bolo, pa noben ni imel, ne glede na to, kakšna, pod narekovaj, svinjarija je bila na mizi, ne? Ker se ni živelo v izobilju, kaj so naredili? Molitev. Kaj naredijo v Hare Krišni? Mantre. Kako se kuha v kuhinji Hare Krišna? Za vse višjega se kuha. Tisti, ki ste v Ljubljani, pa pejte v Hare Krišna restauracijo. Žal mi je, moram reklamo narediti, ne? Nenamerno. Pa probajte tisto hrano, pa lahko se napokate do smrti, nikoli ni težek želodec, vitalni ste, lahki ste, fino se počutite in tako naprej. Evo, zdaj bom še tu povedal, kaj je največje zlo, baba v kuhinji. Ne ženska, baba v kuhinji. Kje hodiš? Hudič. Pa tega nisi naredil, pa onega nisi naredil. Jebem ti fuzbal, jebem ti ribičijo in še v levo meša. In pol pride on domov na kosilo, ne? O, možek, izvoli, ne? Crkni, pod narekovaji, ne? Joj, boli želodec, joj to, joj ono, joj tretjo. V vodi, ki je sestavni del hrane, je vsa njena muka.